Tokrat v občinskem informatorju Ptuj zasijal v soju prazničnih luči. Mariborski Komtron beleži 30 let delovanja. V Rušah odprli drsališče in prižgali svetlice. Drsališče pod Pohorjem bo obogatilo zimsko sezono. Prost sofer v Lovrencu na Pohorju. Gasilska brigada Maribor praznuje 70 let. Rdeči križ Desternik pripravil tečaj prve pomoči. Selmar predstavil nov BMW X6. V Dupleku podelili zlato sončnico. Lepo pozdravljeni! Danes začenjamo na Ptuju, kjer so si noči prižgali praznične luči in tako najstarejše slovensko mesto še olepšali. Ledena kraljica z ognjenim spremstvom pa je poskrbela, da bodo prazniki ne samo lepi, ampak tudi čarobni in pravlični. Ptujčani so pripravili pravi spektakel z vrsto nastopajočimi pravličnimi bitji in ledenim ognjenim spremstvom. Na odru so bili tudi pevci izbora učencev ptujskih osnovnih šol in vokalna skupina El Divje. Za norčije pa sta poskrbela ptujska škrata, ki sta se zabavala in nasmejala občinstvo. Obljubljata pester praznični čas. Tukaj na ptujskih ulicah in trgih bomo uživali v mestu december. Kaj želimo vsem ljudem? Da se imajo tako radi, ne glede na spol, starost in leta, tako kot se imamo na Ptuju. Če pa ne veste, kako to izgleda, pa pridite na Ptuj. Čarobni december vas pričakuje. Kaj vse se pa vidi na Ptuju zdaj, oziroma v tem celem prazničnem decembru? Najprej se vidi prekrasno okrasitev po starem mestnem jedru, kmalu še tudi na obnovljeni tržnici, potem pa bo na odrih po starem mestnem jedru ogromno prelepega dogajanja. Te imamo stojnice z domačimi izdelki, z domačo kulinarično ponudbo, tako da na Ptuju je vedno fajn in bo fajn do 31. A toliko vsega imamo? Vse imamo, vse, kar je, imajo veliki, če se poudarek spomniš. je na odličnem programu lokalnih umetnikov. Ledena kraljica pa je svojim spremstvom poskrbela, da so našli ogenj in tako obljubila, da pravlični svet ne bo izginil. Nam pa izdala prav poseben recept za praznične dni. Recept je to, da verjamemo v pravlična bitja, da verjamemo v lepe stvari, v ljubezen, v dobroto in to je edini recept, da se lahko imamo lepo. Kako pa potem za naslednje leto? Enako? Vedno enako. Življenje je preprosto, samo vzeti si ga moramo tako, je res? Prav poseben spektakel je bil prižig prazničnih luči na Ptuju. Te so zasijale in obsijale celotno mesto. Ljudje pa so nad okrasitvijo in programom navdušeni. Meni je všeč. Ja. Se pravi tole novoletno oziroma praznično vzdušje. Meni je vse všeč. Tudi ta prenova pa vse to, tako kot je mi všeč. Ja, zelo mi je všeč, ja. Ste videli kaj od programa zdaj? Nekaj sem zdaj glih prišla. Nisem videla programa. Pa imate namen obiskati kakšne prireditve zdaj v tem decembru? Ja, sigurno bomo prišli. Tudi ob večerih, ker mi je zelo všeč. Ja, še komaj občudujem. Ja, ampak vsekakor, verjetno prvi vtis pa že imate. Ja, prvega imam zelo lepega. Lepi vtis, ja. Na veseličih lic je zrela jesen, ampak je kar lepo. Zelo lepo je, zelo lepo. Praznična razsvetljava na pročelih zgodovinskih hiš je z unikatno okrasitvijo delo ptujske vizualne umetnice Stanke Vauda, okrasitvi pa bodo pridruženi še zvočni učinki. Na Ptuju bo v teh dneh zaživela tudi ptujska pravljica, ki bo za vse do konca leta s pravličnim sejmom, glasbenim programom in programom za otroke poskrbela za pravličen, čaroben, predvsem pa najlepši zadnji mesec tega leta. Mariborsko podjetje Komtron beleži 30 let delovanja. Ob jubileju so na novinarski konferenci predstavili 30-letja dolgo pot podjetja. Podjetje Komtron na področju informacijske tehnologije sodi med največje sistemske integratorje v vzhodnem delu Slovenije in uspešno sledi novim razvojnim smernicam, zlasti izzivom na področju IT varnosti in obvladovanja velike količine podatkov. Komtron je v 30 letih postala uveljavljena blagovna znamka na področju sistemskih integracij in poslovne programske opreme. Podjetje sodi med največje sistemske integratorje v vzhodnem delu Slovenije, ki prav tako uspešno sledi novim razvojnim smernicam, zlasti izzivom na področju IT varnosti in obvladovanja velike količine podatkov. V IT-ju se dogaja marsikaj. V bistvu zadnje čase delamo precej dejansko na IT varnosti. Dejansko vi morate verjeti, da informacijska tehnologija postaja ena oblika orožja.
in dejansko mi moramo poskrbeti, ne, da bodo naši naročniki pri tem kvalitetno varovani, zato delamo precej veliko na IT varnosti. Zaradi hitro spreminjajočega trga v tej branži IT-ju so novitete in rast podjetja stalnica. V 30 letih so tako najbolj ponosni ravno na ta napredek in rast podjetja kot tudi zaposlenih. Najbolj ponosen sem na ljudi, na zaposlene, ker brez ljudi se ne more ustvariti noben razvoj. To mi je v ponos, da imamo tako dobro ekipo, ne? Če pa bi se bi rekel, usmeril na produkte, pol bi lahko rekel, da smo zelo ponosni na našo programsko opremo za upravljanje podjetij, ne? In za našo sistemsko ekipo, ki bi rekel, inštalira infrastrukturo, da ti programi delujejo. Podjetje Comtron od leta 2008, ko se je združilo s Comshopom, le še raste. Danes imajo 48 zaposlenih, vizija pa ostaja enaka. Povečevanje zaposlenih, ob tem pa konstantno povečevanje in delanje na dodani vrednosti podjetja. Ob visokem jubileju so tako prejeli tudi plaketo Obrtne zbornice Maribor. 30 let, res zavidljiva letnica. Je podjetje za tradicijo in se ponaša s to titulo, namreč tradicionalnih podjetjih, ki dejansko začnejo z nekim izvornim poslom in potem rastejo, ne tako bom rekla vertikalno, ampak primo sorazmerno za uspehi, je tudi za nas kot podporna inštitucija in takšno podjetje, kot spremljamo, velik ponos in veliko veselje, spremlja takšen razvoj, sploh na IT področju, ne? Namreč ta tehnologija beleži največji spon nekega razvoja in danes je bilo tudi strani obeh predstavnikov podjetja, tako z direktorjem kot pa vodjo najuspešnejšega programa povedano, da so se že začeli dejansko ukvarjati tudi z tehnologijami, torej bom rekla, s tem področjem shranjevanja podatkov v oblaku. Pravzaprav podjetje s tradicijo, z takšnim renomejem in s takšnim razvojem je lahko ne samo v čast naši zbornici, ampak celotni regiji in seveda ponos v Mariboru. V podjetju Comtron so se tako začeli ukvarjati tudi s proizvodnjo baterij za električna kolesa in druga električna vozila. Kot produkt hobija pa so izdelali še prodajni prototip električnega kolesa, ki je že na voljo potrošnikom. Tudi v Rušah so slavnostno prižgali praznično osvetlitev oziroma svetlice. Ob tem so odprli še drsališče v športnem parku Ruše. Po 3 sezonah drsališča v športnem parku Ruše je postavitev že postala tradicionalna. Vsako leto se trudimo nekako in s programom in vsem, kar spada zraven, nekako nadgraditi, bom rekel, ta lep projekt in se mi zdi res, da letos še posebej pester program ponujamo zraven vsega, tudi ugodne cene so ostale tako kot vse, tako da res peljemo projekt naprej. Napram prejšnjim letom so tokrat drsališče bolje utrdili in nastavili ledeno površino, so pa letos program na drsališču še dodatno nadgradili. Od otroških animacij Miklavža bomo imeli, novo leto bomo praznovali na drsališču, otroške predstave. Že samo zdaj v decembru bomo imeli 7 predstav dogodkov, ne, za celo družino. Hkrati s tem imamo tudi kulinarično ponudbo z food trucki, recimo v vsakem dogodku zraven, tako da resno bo pestro letos. Prvi preizkuševalci ledu so bili seveda otroci, ki so neizmerno uživali ob drsanju in glasbi. V redu, zabavno je zelo. V redu. Boljše bi lahko bilo. Tu lovimo se in let je zelo ustvarjalnem in mi je fajn, ko se drsam. Fajn občutek mi je. Super, sicer sem prvič tu, ampak super. Fajn, zabavno je. Zakaj je tako fajn tukaj v Rušah se drsati? Fajn mi je, ker so do te luči pa ker je glasba. Imam nove drsalke, pa ker sem se naučil drsati. Zabavam se z mojim sestričnami in prijateljicami in z mojim bratom. Malo je nesramno od naših fantov, ki nam kape kradejo, sam potem pa se jim vračajo, potem pa padejo, potem pa jih lahko vzamejo, pa dobre pijače imajo tudi v redu. Drsališče v Rušah pa bo odprto vse do 29. februarja. Tudi v Mariboru bomo drsali na 2 lokacijah. Tako je pod mariborskim Pohorjem na snežnem stadionu zaživelo pokrito montažno drsališče, tam, kjer je pred leti že bilo. Zanj je poskrbela agencija MOPA skupaj s partnerji. Drsališče pa je veliko skoraj 300 kvadratnih metrov.
Agencija MOPA že 20 let skrbi za drsališča v Mariboru. Letos pa so se po vseh zapletih pri razpisih mestne občine Maribor odločili s partnerji za postavitev pokritega montažnega drsališča ob hotelu Arena. Drsališče deluje od 3. decembra do 10. februarja 2020. Urnik drsanja je prav tako znan. Dnevno drsanje 3 termine, po 3 ure pa pol cirka, od 10. 13:30, potem pa moramo, in to kot je napisano, še 2 termina zvečer. Rabimo pol ure, da mi potem po eni skupini drsalcev to ledno površino uredimo. Ker če ni kvaliteten led, ni uspešen led, je težko potem rekel, da so gosti zadovoljni. Drsališče je odprtega tipa, to pomeni, da lahko vsakdo pride drsat. Otroci do 5. leta imajo brezplačno drsanje, od 6 do 12 let je vstopnina 2 evra, odrasli 3 evre. Možna je izposoja drsalk in čelad ter pomagal za otroke. Imeli pa bodo tudi nekaj prireditev. Večja prireditev, ki jo imamo tukaj na tem prostoru, je v soboto prihod Dedka Mraza. To se pravi, Zvezo prijateljev mladine smo našli en kontakt, da ko prihaja po 5. Dedek Mraz, bomo dali tukaj otrokom 2 uri prej, seveda skupina, ki lahko prenesemo po določenim pogoji drsanje brezplačno, pa potem bojo lahko tudi končali z drsanjem. Eden od partnerjev projekta je podjetje Playgreen Mirana Ferka, ki ima v najemu hotel Arena, ki je v neposredni bližini montažnega drsališča. Zakaj ne bi zvečer oziroma preko dneva prišli k nam, malo podrsali, nekateri odsmučali. Mi bomo pa naredili eno posebno ponudbo, smo naredili kulinariko, ki jih bomo s tem seveda poservisirali in naj imajo neko posebno vzdušje pod Pohorjem drsališča, nekaj let zdaj ni bilo in mi smo pripravili posebni program, tako kot je gospod Mopa že povedal, tudi z stopnico imajo potem gostje v našem hotelu popust v času kosila, tako da z šolami bomo seveda sodelovali, njim smo dali tudi posebno program. Veseli bi bili, da bi bilo čim prej kaj snega, potem bi bilo seveda vzdušje malenkost drugačno, tudi z našega vidika. Da bo drsališče lepo zaokrožilo ponudbo pod Pohorjem, pa menijo tudi pri Marpromu. Seveda pa verjamemo, da bo tako pod Pohorje prišlo še več ljudi, saj bodo na primer otrokom na športnih dnevih sedaj poleg smučanja in sankanja na voljo tudi drsanje. Prav v naslednjih dneh se bo namreč začela sezona tudi na mariborskem Pohorju, ki jo bo drsališče zagotovo obogatilo. Selimo se v občino Lovrenc na Pohorju. Tam so nabavili vozilo za prevoz starejših občanov, ki sami ne zmorejo po nujnih opravkih. Tako bodo po novem skupaj z občinskim zavodom Danica in zavodom Zlata mreža preko projekta Prostofer občane prevažali prostovoljni vozniki. Zaenkrat imajo 15 prostovoljcev, kar velja za rekord posamezne občine. Občina Lovrenc na Pohorju je zagotovila vozilo, namenjeno za prevoz starejšim občanom, ki sami ne morejo opraviti nujnih opravkov in nimajo nikogar, ki bi jih peljal. Namenjeno je prevozu starejših občanov skozi projekt Starejši za starejše. Pomagajmo osebam, ki niso mobilne. Krajani imajo veliko težav, kadar je treba sploh starejši ne obiskati zdravnika, nimajo svojcev, ki bi tukaj pomagali. Smo se odločili za projekt, ki je podoben in je tudi podpora Prostoferja zraven, ne Prostoferjevemu prevozu starejših občanov, s tem, da smo šli v sodelovanje z občinskim zavodom, zavodom Danica, pa seveda Prostoferjem, ki zagotavlja klicni center. S pomočjo Zlate mreže, ki ima mrežo prostovoljnih voznikov po vsej Sloveniji, je občina Lovrenc na Pohorju skupaj z zavodom Danica vzpostavila sistem brezplačnih prevozov starostnikov. Seveda ljudje, ki bi želeli voziti kot prostovoljci, lahko pokličejo na zavod Danica, tako da se vrši koordinacija in se tam prijavijo kot vozniki. Vsi uporabniki, ki potrebujejo pomoč strani Prostoferja, pa lahko pokličejo na brezplačno številko 080 10 10 v naš klicni center, kjer bomo zabeležili njihovo potrebo in jim uredili prevoz. V programu Starejši pomagajo starejšim, ki teče prav v zavodu Danica, bodo tako zagotavljali voznike in pomoč starostnikom, ki sami ne morejo do zdravnika, v trgovino in po drugih nujnih opravkih.
Potrebe so se začele kazati, ko se je vzpostavil v Lovrencu dnevni center. Takrat so nekateri starejši že imeli problem z prihodom v dnevni center. Takrat smo se že organizirali in samo iniciativno poskrbeli za te prevoze 2-krat tedensko. Potem pa se je pokazala potreba še za prevoze k zdravnikom pa druge stvari. Tovrstni prevozi so dobrodošli tudi med občani. Sigurno je to. In takem kraju kot Lovrenc, tako ali tako, ne. Avtobus ne veš za njih, tudi če greš zdravnika, moraš iti Maribor, a ne. Na avtobus pa to pa če te pelje pa več kop. Super je, super. Letos sem bil 85 let star, pa še lahko vozim. In sem srečen za vse tiste, ki ne morajo več voziti, lahko se drugo leto tudi meni zgodi in bom zelo vesel, če bom kam zapeljan, ki bom kaj rabil. Na vsak način, to je koristno ne samo za naš kraj, za regijo bi rekla. In s tem, ko so začele občine s tem, bojo tudi v preostalih občinah se tega lotili in se mi zdi, da je za Slovenijo to dobro. Na prvem mestu pa zdaj za starejše občane Lovrenca na Pohorju, ki bodo postali bolj mobilni, s tem pa se jim bo izboljšala tudi kakovost življenja. Gasilska brigada Maribor je slovesno obeležila 70 let delovanja. Mariborski poklicni gasilci so ob tej priložnosti v uporabo prevzeli gasilsko vozilo z visoko lestvijo. Gasilci so v Mariboru prisotni že vrsto let. Leta 1892 pa je mesto v centru dobilo svoj prvi gasilski dom, v letu 1914 še prvi gasilski avto. Danes je v gasilski brigadi Maribor zaposlenih 65 gasilcev, ki skupaj s prostovoljnimi gasilskimi društvi poleg Maribora skrbi še za 17 sosednjih občin. Na slovesnosti je bil prisoten tudi minister za obrambo, ki je poudaril, da so gasilci eden od stebrov naše državnosti in da skupaj s prostovoljnimi gasilci tvorijo mrežo pomoči prebivalcem. Letos praznujemo 150 let gasilstva na Slovenskem in v gasilskih društvih se zmeraj govorilo slovensko, pelo slovensko, kulturno življenje potekalo v slovenskem jeziku, ne glede na to, pod kakšno državo in pod kakšno oblastjo smo bili. Maribor seveda je tudi mesto generala Maistra. Pred kratkim je bil dan generala Maistra in tudi po njegovi zaslugi danes imamo tukaj 70 let gasilske brigade Maribor. Sicer pa oni predstavljajo tukaj v Mariboru jedro našega gasilstva. Seveda moramo pa tudi upoštevati prostovoljne gasilce. 11 društev je tukaj, ki upravljajo zelo požrtvovalno delo, humano delo. To pomeni, rešujejo življenje in premoženje, ko so ljudje v težavah. Mariborski gasilci imajo tako po novem tudi nov gasilski avto z visoko lestvijo, kar 32-metrsko, ki bo omogočala reševanje tudi z visokih zgradb. Nakup tega prepotrebnega vozila je sofinanciralo tudi Ministrstvo za obrambo. Gasilska brigada Maribor pa je danes po vseh teh letih vrhunsko pripravljena in usposobljena, kar ne bi uspelo tudi brez enotnosti in tovarištva. Gasilska operativa je lahko uspešna le, če deluje kot en mož, zato je tovarištvo in timsko delo svetnja, ki je na teritoriju gasilske brigade Maribor, skrbno negujemo. Gasilcem se je za trud in pomoč zahvalil tudi mariborski župan, ki je poudaril, da mora tako država kot lokalna skupnost poskrbeti za varnost gasilcev. Gasilci imajo tudi drugo poslanstvo, ste del, nepogrešljiv del celotnega sistema naše varnosti. In to, da lahko mi mirno spimo, je spet zahvala. Na nas pa je, torej na mestu lokalne skupnosti na državi, da kadar ste vi v akciji za vašo varnost, poskrbimo mi. Sicer pa so od leta 2008 v gasilski brigadi Maribor zamenjali skoraj vsa vozila, zaradi upokojitev pa so ob tem precej pomladili ekipo. Mariborska ekipa pa skupaj z gasilsko brigado Ljubljana sodi v najvišjo kategorijo, kar pomeni, da je odzivni čas največ 60 sekund. V Destrniku je območna enota Rdečega križa Destrnik pripravila tečaj prve pomoči za vse generacije. Zaradi velikega povpraševanja po znanju iz prve pomoči so se odločili to deliti z občankami in občani, da bodo podučeni, kako pomagati.
Osnovno znanje prve pomoči zagotovo pride prav v različnih situacijah, tudi zato so se v Rdečem križu Destrnik odločili znanje oziroma osnove deliti z občani, ki jih to zanima. Vidim tudi sama po sebi, pa iz pogovorov, ko se s kom pogovarjamo, da je kar fajn, če bi malo to obnovili. Imamo veliko mladih članov v naši organizaciji, pa smo se odločili, da jim tudi njim prikažemo, da vejo mogoče. Upam, da se ne bojo znašli v tej situaciji, ampak da bi znali pomagati tisto ta prvo, ta nujno. Zato smo malo organizirali tudi danes ta tečaj. Občanom je svoje znanje predala tudi medicinska sestra. Tista najpomembnejša informacija ob kritičnih trenutkih, ko lahko z majhnimi, a pravilnimi dejanji pomagamo rešiti življenje. Najpomembnejše nezavest in odsotnost dihanja ter uporaba defibrilatorja ter hude krvavitve, to, ki v bistvu rešuje življenje. To so verjetno takšne življenjske situacije, s katerimi se lahko srečamo, soočamo kadarkoli že. Kadarkoli, kdorkoli, kadarkoli, v kateremkoli času dneva v svojem življenju. Ne? Tako ni pomembno, da imamo pri roki defibrilator, temveč da znamo pravilno reagirati. Tudi pravilna uporaba je pomembna, zato tudi pripravljajo tovrstne tečaje, da ljudi naučijo rokovati z aparaturami, ki lahko bistveno pripomorejo pri reševanju življenja. Ja, da pol, ko reš za izpit delati, veš, ker jo moraš obvezno narediti, pa če se komu kaj zgodi, da mu veš pomagati. Še posebej pa zdaj, ko postaneš voznik, pa če se na cesti kaj zgodi. Zaradi izpita pa če se komu kaj zgodi. Tudi otroci so spoznali osnove prve pomoči, izvedeli nekaj več o delovanju Rdečega križa, ob tem pa so lahko prvič rokovali tudi z avtomatskim defibrilatorjem. V podjetju Selmar Maribor so minuli konec tedna strankam predstavili nov model serije BMW X6. To novo zverino, kot so avtomobil poimenovali ljubitelji te znamke, je predstavil Ciril Komotar. Kot sami pravijo, v Selmarju prisegajo na družbo najboljših, zato so tudi tokrat pripravili tradicionalno druženje ob spremljavi stand-upa. V ospredju je danes BMW X6, nov model, bom rekel prvi v svoji vrsti. To je nekak crossover med kupejem in terenskim vozilom. Proizvedenih, kot sem že tudi prej omenil, je bilo več kot 430.000 vozil, kar je izjemna številka. Je že to tretja generacija tega modela in bom rekel, dejansko je ta model nekako, tako kot ste rekli, zverina. To je nekako agresiven, inovativen model, ki bom rekel, tudi impozanten na cesti, nekako ima svojo prezenco. In ravno zato smo se, bom rekel, tudi danes izkoristili tole priložnost, ko je model prišel na trg, da ga predstavimo tudi našim strankam in zato je, bom rekel, tudi smo nekako tale dogodek organizirali po eni strani, da jih malo razvedrimo, po drugi strani pa seveda, da tudi vidijo, kam gre tehnologija, kam gre razvoj znamke BMW. Podrobnosti o novem modelu znamke BMW je prisotnim podal Ciril Komotar, medtem ko sta za smeh poskrbela Denis Avdić in Tin Vodopivec. Turistično društvo občine Duplek je tudi letos v okviru projekta Zlata sončnica podelilo priznanja za dolgoletna prizadevanja in presežek pri urejanju in ohranitvi okolja, ki ga na terenu zabeležijo članice in člani hortikulturne sekcije. Prireditev so obogatili s kulturnim programom, v katerem so sodelovali tamburaški orkester Duplek in učenci osnovne šole Korena. Že 15 let podeljujejo to nagrado za lepo urejene domove v občini Duplek in iz leta v leto je nagrad več. Letošnji dobitniki nagrade so še posebej ponosni na svoje domove in urejeno okolico, ki ji posvetijo veliko prostega časa. V bistvu prihajamo iz Maribora, kjer smo se pred 10 leti preselili v Duplek. Nagrada mi pomeni veliko, izkazuje mene in se hkrati zlije v ta lepi kraj, kjer smo doma. Vsakodnevno nam to pomeni sprostitev in neke dosego svojih ciljev, ki smo si jih zamislili. Nagrada mi pomeni veliko spodbudo za naprej in eno obveznost, da se še mnogo bolj truditi. Zdaj, ko sem v penziji, imam malo več časa in sem se malo bolj posvetil okolici, tako še imam kar za postoriti nekaj. Trudim se, koliko je v moji moči, malo se še učim. Ja, trudim se, gledam, da je lepo okolje, gledam, da so lepe rože. Hiša je stara kmečka hiša, male oknice, pašejo lepo rožice gor, lepo zalivam in tudi stalo okolje
tudi koliko toliko sabo porihtano lepo. Nagrada mi pomeni neko priznanje, da se vidi, da sodelujem v občini, v kraju in sem tudi ponosen na to. V občini Duplek so se tako pred 15 leti odločili, da bodo pričeli z ocenjevanjem okolice posameznih domov. Po vzoru preostalih občin, ki podeljujejo v večini zlato vrtnico, so se v Dupleku odločili, da nagrado poimenujejo v zlato sončnico kot simbol kraja. Sicer pa so pri ocenjevanju pozorni predvsem na izgled hiše in okolice. Pozorni smo na tri dele, to je se pravi splošna urejenost, neka njihova specialnost, na pamet govorim, kak skalnik ali kaj takega, in pa balkonsko cvetje. In vseh teh letih opažamo nekako, da balkonsko cvetje opada, ker so v gradnji nove hiše, se iz tega izogibajo. Okolico pa je vedno večji poudarek na zelenicah, skalnikah in takšnih kozolci in kaj takega zraven. Kakšni pa so trendi hortikulture danes? Danes bom tako rekel, nekateri zelo to veliko dajo, imajo tudi za sebe, nekateri tudi za širše, nekateri pa tudi tako kot vse ljudje. Občani se tako trudijo tudi za dober izgled celotne občine. Z to akcijo spodbujamo vse naše občane in občanke, da si vendarle polepšamo prostor, v katerem živimo. Na nek način pa tudi ta komisija, ki skozi vse leto obiskuje te naše hiše, na nek način izbere res tiste, ki so si zaslužili dodatno pohvalo, in jaz mislim, da je temu tudi to prav, da je tako, da tiste, ki so res vložili še nekaj več, posebej izpostavimo. Prireditev so pa pestrili s kulturnim programom, v katerem so sodelovali tamburaški orkester Duplek in učenci osnovne šole Korena, za veselo razpoloženje pa so poskrbeli Tamara Vandur in glasbena skupina Fantastik. Poglejmo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. Jutri, v četrtek, 5. decembra, Kulturno-umetniško društvo Marice Kerenčič v Pesnici pripravlja predstavitev novega romana Toneta Partljiča Pesnica. Pogovor s pisateljem, ki se bo odvil ob 18:30, bo vodil Mitja Čander. V petek, 6. decembra, bodo v Dupleku s pričetkom ob 17. uri miklavževali in otvorili drsališče, ki bo odprto vse dni v tednu. V osnovni šoli Franca Lešnika Vuka Slivnica pa pripravljajo miklavžev koncert z gosti, ta bo v petek ob 18. uri v mali dvorani šole. Toliko za enkrat, spremljate nas tudi na portalih lokalic.si in nbReport.si. Lep večer vam želim in nasvidenje.